Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Nova Akropola je kulturno-filozofsko društvo v Ljubljani, pa povsod tudi drugje po svetu, ki že dolga leta deluje. Njen predsednik je Stjepan Palajsa in z nami je v studiu. Pogovarjala pa se bova o tem, kar pravzaprav Nova Akropola pripravlja za širši krog ljudi, ker je vstop prost, to pa bodo predavanja na temo renesanse. To bo že 7. sklop predavanj, 3-dnevni, trajalo bo od 15. do 17. marca. Več informacij lahko dobite na spletni strani www.akropola.org in poleg tega so seveda na Novi Akropoli tudi druga predavanja. In eno od teh je nov ciklus Filozofija in psihologija vzhoda in zahoda, se začne v sredo 14. marca ob 18. Mogoče sem povedala malo nerazumljivo, to ni nov ciklus. To je ciklus, ki se vedno znova ponavlja, ampak na novo se začne v marcu. Pozdravljeni Stjepan, saj sem povedala prav. Pozdravljeni, vse prav. Tako, to so zdaj vse tisti osnovni podatki, da bodo ljudje vedeli, o čem govoriva, seveda jih bova pa še ponovila. Poglejte, renesansa. O renesansi govorimo o nekem gibanju, ki se je začelo v 15. stoletju. Jaz sem si malo zapisala, začelo se je v Firencah, potem se je preneslo v Francijo in se razširilo še naprej, da je to prehod iz feudalizma v kapitalizem, da je tudi prehod, ko se je blagovno gospodarstvo spremenilo v denarno gospodarstvo. To so pravzaprav neki zunanji znaki, ki so se pojavili v tistem času. Pa vendarle, za neko filozofsko, kulturno gibanje, tako v umetnosti, tako v književnosti, pravzaprav vse povsod, ki ga imenujemo tudi recimo v arhitekturi, ki ga imenujemo renesansa, je dejansko moralo botrovati nekaj več. Kaj je bilo tisto? Glejte, vedno izvor kulture je vedno duhovni. To pomeni ljudje velikih notranjih moralnih sposobnosti, notranje kapacitete, ko probajo nekaj narediti v družbi, enostavno to vedno pušča dobre posledice. To pomeni, renesansa ni nastala kar tako. Niso ustvarili gospodarstveniki, niso ustvarili feudalci. Renesansa se je pojavila kot potreba, da se v enem črnem srednjem veku spet zbudi človeški duh, da bi ne samo lažje živelo, da bi se živelo življenje to dostojanstvo človeka, da bi se povrnilo nazaj. Zato govorimo o renesansi in humanizmu? Renesansa in humanizem. To pomeni, spet je nekako perspektiva človeška. Ne gledamo samo na Boga, ampak tudi na človeka. Ni pozabljen Bog. Še vedno je Bog osrednja tema. Tisto, kar ne samo navdihuje, usmerja celotno življenje, ampak koliko sam nekako narediš sebe svojim, koliko spoznaš, pravi, toliko bo te Bog ljubil. Enostavno, ker renesančna ideja je, da Bog pravi, ne ljubi samo slepega človeka, ne ljubi človeka, ki nima pojma, ki nič ne ve, ljubi svobodnega, ne ljubi sužnja, pravi, ljubi svobodnega človeka. Ljubi vse seveda, pravijo renesančni mislici, ampak najbolj se mu približa tisti, ki misli svojo glavo, tisti, ki proba doseči z duhom spoznati naravo Boga človeka. Ne samo Bog, skozi človeka. To pomeni, važno mi je, kako imam, kakšen odnos imam do drugega človeka, kakšen odnos imam do narave in do Boga. To je povezano do družbe, tako da se vračajo spet Platonove ideje, pomembnost družbe, pomembnost države, pomembnost ene celote, ki bo gradila človeka, a ne ki bo samo izkoriščala, kje bojo feudalci samo svoje tlačane izkoriščali maksimalno. Vsi so pomembni, ne samo aristokracija. In to je nekako humanizem, odnos do človeškega, a za renesančnega človeka to človeško je pravzaprav božansko. Tisto, kar pravijo, kaj nam je Bog podaril, to je nesmrtna duša. To je obnovitev zdaj klasičnih učenj, ne duša, ki bi bila krščanska, muslimanska. Vsako človeško bitje ima nesmrtno dušo in vsako človeško bitje ima sposobnost odkriti Boga. To je vse vede,
so namenjene temu. Umetnost je namenjena plemenitenju človeka, da odkrije svoje notranje potencijale, da jih razvije, da se zbudi enostavno duša, da ni samo preživetje, samo golo preživetje. Ker človek po, kako pravi Pico della Mirandola, ima eno veliko večje dostojanstvo, kot ima žival. Ne zanika vrednost živali, ampak pravi, Bog nam je dal sposobnost izbire, svobodnega odločanja, svobodnega mišljenja in smo, ne samo da lahko, smo dolžni tako delovati. Moramo, ker drugače se oddaljimo od sebe. Ne moremo biti svoji in pravi, ne moremo biti Božji. Zaradi tega mi se danes tudi vprašamo o vloga umetnosti. Kakšno je v našem vsakdanjem življenju? Ki je vse relativno. En lahko da 3 vrečke skupaj, da opeko gor in bo rekel, da je to inštalacija in da je to umetnost. Lahko rečemo, potem damo eno pametno ime temu. Iz pramaterije se rodi, ne vem, stavba moderne znanosti. Kakšnokoli lahko damo ime temu. Ampak pravzaprav, ko malo bolj pogledamo, to so 3 vrečke z eno opeko. Nič več. Ni ideje. Ni nekaj, kaj bi zbudilo, ker te 3 opeke vidimo, 3 vrečke vidimo tudi na cesti. Ni ideje, ki bi nekako človeka plemenitila, ki bi ga zbudila. Zaradi tega, ko gledamo enega Michelangela ali Botticellija, renesančne filozofe, renesančne umetnike, enostavno, kljub temu, da mogoče ne razumemo umetnost, ne razumemo, kaj je pred nami, ampak čutimo to moč. Moč in lepoto. Moč in lepoto, ker pravi, Bog je lep. Narava je odraz Boga. Tu pride do poudarka lepota. Tukaj pride do poudarka lepota. Lepota je sestavljena iz harmonije. Zaradi tega narava spet se je vrnilo nekako in usmeril pogled proti naravi. Proti tej lepoti, ker pravi, narava je tako harmonično urejena. Neverjetno pravzaprav, kakšni so zakoni, kakšne so sile v naravi, vse so one izraz, pravi, te ljubezni Boga. Odnos do Boga ni več krščanski odnos do Boga. Bog je absolut nekaj, kar ne da se spoznati samo z razumom. Človek ima notranje instrumente, notranjo intuicijo, čutenje. Če ga ne čuti, ne pozna ga. Enostavno, razum ne zadostuje. Potrebno je preseči to. In pravi, narava in njene zakonitosti so odraz tega velikega misterija. In potem se raziskuje narava, vrnitev raziskavam, tudi naravoslovju. Mogoče bi tukaj omenil enega izrednega filozofa, renesanse, znanstvenika, misleca Giordano Bruno, ki je pravzaprav s tem poglabljen vase, ne za eksperimenti, je prišel do neverjetnih odkritij, ki so jih kasneje, šele 19-20 stoletje jih je potrdilo. Tako da o našemu sončnemu sistemu, o sami Zemlji, kako se vrti okoli polov, ker imamo in magnetne in geografske pole, vse je na temelju notranjega poglabljenja, pravi intuitivno spoznanje. Ker šele takrat, ko se človek uskladi z naravo, mu razkriva skrivnosti. Renesančni misleci nočejo na silo vzeti te skrivnosti, kot kako mi počnemo danes. Kaj počnemo? Eksperimente, ki pravzaprav posiljujemo naravo. V medicini moramo uničiti tisoče in tisoče živali, da bi prišli do enega zdravila, ki bi nam mogoče pomagalo za bolezen, ki je nastala zaradi našega hedonističnega življenja. In pravzaprav vse je podrejeno nam. Ne, ni več, je, renesančni človek je v ospredju, je središče, ampak ne pozablja se na nobeno živo bitje. Ne jaz, celota se spet gleda, ne samo posameznik, ne izbrana elita, ampak celotna družba, in se nekako probajo obuditi te klasične vrednote. Veliko se je poudarjala filozofija, Platonova filozofija, predvsem učenje o državi, kot mesto, kjer se božji
Božje mesto se mora udejaniti na zemlji. Svitato zdaj, Božje mesto. In kako ga je potrebno urediti? Tako, da so vsi najdejo svoje mesto v njem. In da se za vsakega mora najti mesto. Da bi vsak svoje sposobnosti, svoje možnosti, ki jih ima, svoje potencijale, da bi dejanjal. Zaradi tega imamo renesanso na vseh področjih. Politika, umetnost, filozofija, religija. Enostavno, nobena od teh področjih ni zase. Vse probajo nekako odgovoriti na to misterij človeka, zgraditi človeka in nekako meni se zdi, da bi se lahko veliko tega naučili iz renesanse, ker toliko potrebujemo v današnjem času. To idejo renesanse, notranje obnove, ne toliko navzven. Kako bomo razdelili denar, ekonomijo? Enostavno, sama razdelitev ne bo, če bolj pravično razdelimo, ampak to bo trajalo nekaj časa, če se človek ne spremeni oznotraj. A renesansa nam je pokazala, da je možno, ker pravzaprav ta svet žene naprej ideje. Ideje, notranja moč človeka, ne pa zunanji sistemi. Glejte, zanimivo je, ko vas takole poslušam in ko ste že malo začeli primerjati, recimo tisti čas, govoriva o temnem srednjem veku, pa ne nazadnje današnji čas. Nekako bi jo lahko poiščemo lahko veliko teh določenih sporednic. Namreč nekako nova etika se bo morala spet najti. Nek odnos do človeka se bo moral na novo odkriti, če samo gledamo te, mogoče če se oziramo samo po Sloveniji, da pustiva ostali svet pri miru. Recimo to izkoriščanje delavcev današnjega časa, ko gledamo po televiziji, pravzaprav delajo pošteno, pridno, ne dobijo plačila, do njih se vedejo, tako kot se je verjetno včasih Graščak vedel do tistih svojih tlačanov, kot da so ljudje popolnoma brez vrednosti. To je prva stvar, recimo ta odnos do človeka, potem odnos do narave, kako uničujemo naravo. Danes imamo veliko več možnosti, da naravo uničimo, predvsem pa hitreje, kot so jo imeli takrat. In že takrat se je bilo treba vračati k naravi, kot da bi pravzaprav vse te vrednote renesanse izgubili. Da ne govorim o tem, da pravzaprav odnos do Boga, oziroma občutek ljudi, pretežno, večine ljudi, da so pravzaprav izgubljeni v tem vesolju. Mogoče sama znanost, tako kot ste že omenili, recimo odkrivamo nova zdravila, da bi pomagali človeku, zraven uničujemo tisoče in tisoče živalskih življenj. Vse prav neke vrste to središče človeka, do katerega smo prišli, ki pa je na tako nezdravih temeljih, da pravzaprav se vprašaš, središče človeka, katerega človeka, kdo je ta človek? Ali so to recimo tisti bogataši, tajkuni, ali so to recimo neki, bi rekla, siromaki, za katere se morda borijo neke nevladne organizacije. Pravzaprav, kje je ta človek? Evo, pravzaprav tukaj... Rabimo novo renesanso, da bomo spet odkrili človeka. To je točno to. Enostavno današnji... Najprej, znanost je poskušala nadomestiti religijo. Prevzeti pravzaprav vse njeno vlogo popolnoma in tudi dati človeku vizijo, smisel. Probala je pravzaprav in filozofijo, religijo, prevzeti vse to in potem govoriti in je nekako ostalo od človeka. Renesansa je naredila od človeka samo biološko biti. Vzela mu je dušo. Vzela je tisto najbolj vredno. Tudi to dušo je probala razložiti prek mehanike. Enostavno biološke mehanike, potem nisem nič drugega kot žival, ki misli. Nima nobene več vloge. Tisto notranje dostojanstvo se izgublja in prav v tem je nekako vrnitev dostojanstva človeškega. Da vidim pred sabo človeka z vso njegovo pomembnostjo, z vso njegovo veličino. Moram imeti dostojanstven odnos, zaradi tega je toliko pomembna ta vrnitev vrlinam. Zaradi česa, ker vse tisto, kar ni vrlina, ima mogoče uspeh, ampak trenutni. Na kratki rok. Na kratki rok. Samo tisto, kar je temeljeno na enemu častnemu, poštenemu, dostojanstvenemu odnosu do človeka, ima stabilne temelje,
na dolgi rok in tako lahko zgradimo družbo. Mi se danes iščemo izhod iz krize. Cela Evropa, cel svet išče. Ampak samo skozi denar. Skozi denar, ali vedno je. Renesansa nam da odgovor v moralnem sistemu, ne pravilih, kako živeti. Ampak notranji obnovi, vrnitev dostojanstva. Evo, daj vam primer. No. Pred 100 leti se je potopil Titanik, je tako? Danes imamo tudi primer pred kratkim časom, kako je Concordija, ne vem, ta kruzerj se je potopila. Na Titaniku je bilo ogromno ljudi. Kapetan je vse najprej spravil z ladje, skupaj s svojo posadko je ostal na ladji. In orkester. Orkester. Prvo so vsi moški ostali, zelo malo je moških se je rešilo. Ženske, otroci, ena čast, eno dostojanstvo. Je bilo zatem ena poštenost, spoštovanje človeka. To je bila ladja, na kateri so bili sami bogataši. In bi rekli, ti bogataši bojo sebe rešili prvo. Ne. Bogati ljudje so najprej svoje žene, otroko in njihove služkinje njihove so najprej poslali. Ženska je bila, imelo je spoštovanje. Nekateri so bili znani kot potem najbogatejši ljudje tega sveta. Nekateri med njimi so bili na Titaniku in so se rešili. Njihovi služabnice so poslali na ladje, oni so pa ostali. In enostavno oblekli so se fino in so časno umrli. Titanik jih je odnesel s sabo v smrt, ampak so umrli kot ljudje. Danes imamo Concordijo. Kapetan je bil med prvimi na obali. Ljudje so bili prepuščeni sami sebi, enostavno zgubljeni. Moški so tekli in so gazili po ženskah, po otrocih, enostavno, samo da bi se rešili. In kje je? Tukaj dostojanstvo. Enostavno vidi se tudi propad moralnih vrednot po drugi svetovni vojni, absolutni. Živeti za vsako ceno, imeti za vsako ceno. In tukaj, brez dostojanstva, nas uči Marsilio Ficino, pa Pico della Mirandola, ta renesančna mislica. Enostavno, človeku se ne splača živeti, življenje nima smisla. Enostavno, brez človeka, tega notranjega življenja nima smisla. Zaradi tega pravi, tudi odnos do bolezni, do materialnih dobrin, ne zavračajo, ampak niso tisto, kar bi bilo na prvem mestu. Človek, ta human odnos, ta humanizem, spoštovanje do vsakega človeka, tudi pravi, tata je potrebno spoštovati, ker znotraj njega je človek. Ne spoštuješ tisto, kar on počne, ampak spoštuješ njega kot človeka. On mora biti kaznovan, ampak ga ne trpinčiš, ne probaš ubiti tega človeka. Ne smeš mu dostojanstvo nikoli, lahko mu vzameš vse. Lahko ga ubiješ, ampak dostojanstvo ne smeš vzeti. To je toliko značilno za človeka, ko vzameš to, podrl si celotno družbo, celotno moralo. To se zdaj dogaja, ne? To dostojanstvo človeka, odvisno kje si, ne? Človek bi rekel, koliko dostojanstva si lahko privoščiš, zelo grobo povedano. Na vse zadnje, nekdo, ki je odpuščen z nekaj meseci neplačanega dela ali kaj podobnega, kako naj ohranja dostojanstvo? Dostojanstvo ni odvisno od materialnih dobrin. Dostojanstvo človek nosi, oziroma dostojanstvo je vezano za človeško notranjo moč. Lahko nima ničesar, lahko je gol bos, pa ima dostojanstvo in bo živel srečno življenje. Dostojanstvo je povezano tudi s našo srečo. Ne samo enimi vsakdanjimi radosti, ampak veselja, ampak globoko notranjo srečo. Enostavno to pravim. Tudi če izgubi službo. Ampak če nisi izgubil dostojanstva, ni ti škodovalo veliko. Boš se potrudil, zbral moč in boš našel. Človek enostavno se ne propusti. Išče to moč, vsakemu od nas je.
Pustite, kar nadaljujte. Da, jaz sem mislil tudi dati primer. Danes je veliko trpinčenja otrok, žensk. Če ženska pozabi na svoje dostojanstvo, potem bo vedno trpinčena. Vedno bo v strahu živela. Če se zaveda, da ga ima in da ga mora braniti, mora stati na barikadah, tukaj je dostojanstvo, tisto, kar nikoli ne sme izgubiti. Noben moški se ne bo upal enostavno dvigniti roke. Ona bo izborila svoje življenje. Imamo vsi dolžnost skrbeti za to dostojanstvo človeško. Zaradi tega to je to, kaj je osnova, kaj je esenca renesančnega gibanja. Človek, zavedaj se, pravi, da si božansko bitje. Ne samo hoja v cerkev, celo zanikajo cerkvene inštitucije pogosto. Ker danes je tudi se veliko hodi v cerkev, ampak iskreno se zelo malo moli. Iskreno, globoko spoštuje, ker pravi renesančni filozofi, molitev je stvar notranjega enega stanja, notranjega dialoga z božanskim, z Bogom. Notranja intuicija. Brez tega ni stika, ni odnosa, ne navzven forme zadovoljimo. In zaradi tega pravim, potreba po obnovi je toliko prisotna danes. Obnovi religije, obnovi filozofije. Zaradi česa filozofija? Ker filozofija mora biti živa. Mora dati življenje, duh, smer, smisel ljudem. Ne se umakniti in se skrivati za katedrami, pisati knjige. Ampak ljudje potrebujejo ideje, ki bojo premaknili svet. Zdrave, sveže, močne ideje. Ker očitno današnji sistemi so nekako porabljeni. Enostavno. V bistvu neka nova paradigma se bo morala nekako izroditi iz vsega tega, oziroma roditi, ne izroditi. To je zelo napačno. Ja, ravno to, pravzaprav, to sem hotela prej reči okrog tega dostojanstva, kako pravzaprav je vsa družba na nek način usmerjena k temu, da tepta človeško dostojanstvo. Veste kaj? Kako pravzaprav to obrniti? Kje je rešitev? Kako recimo, da pravzaprav v tem času neko novo renesanso, neko novo spoštovanje do človeka razvijamo? Mi smo pogosto poteptani, ampak pozabljamo tudi, da mi ene teptamo. Odvisno, kje si, ne? Odvisno, kje si. Najprej to. To pomeni, in tisti, ki dovoli si, da je poteptan, je enako kriv kot tisti, ki ga potepta. Mi lahko rečemo ne, ker prav v tem je stvar. Imaš to toliko dragocenost. Ne smeš dovoliti, da potepta. To je isto enako, kot da nekdo tepe tvojega otroka. In je on kriv. Ne, kriv si tudi ti, ker mu dovoliš. Imaš moč se zoperstaviti, imaš moč biti svoj. Imaš moč skrbeti za to, boriti se za to. Mi pozabljamo na to, da se moramo boriti, ne samo sprejeti in potem nam urediti družbo, ki bo nam vse dala, tudi varnost bo nam dala. Ne bo dala varnost, zaradi tega, ker vedno bo ljudje, ki bo hoteli malo več, ki bo nas probali izkoristiti. Razviti svojo notranjo moč. To je potegniti ven in tako živeti. Ampak ne pozabi tudi na druge ljudi. Da jaz nisem tisti, ki je teptan in tudi tisti, ki tepta druge. Na to pozabimo, ker zelo so subtilni, tenki teptanja. Od družine, mož, žena, žena moža, otroke, do službe. Če je ta nekako na nižji družbeni lestvici, potem je vse dovoljeno. Snažilke. Ja, ona je samo snažilka, pač. Ja, njej lahko rečem karkoli. Od nje lahko zahtevam. Ampak šef moj, z njim moram biti pozoren, ker od njega je odvisna moja služba. Če nimam enakega odnosa do šefa, kot do snažilke, enostavno, vedno teptam. In smo vedno nekje, vmes tam, kjer ni dobro. Poglejte, 7 predavanj bo na temo renesanse. Česa vsega se boste dotaknili?
Tukaj bomo govorili o renesančni umetnosti, šli bomo malo o simbolizmu renesančne umetnosti. Skozi Botticelija, njegovo Venero, rojstvo Venere, pomlad, pa bomo govorili, kaj pomeni, kaj zaradi česa, ker Botticelli je celotno filozofijo, ideje spravil v slike. To pomeni, skozi kaj gre duša, ko gre v obstoj, v ciklu življenja, ko se oblači v telo. In kaj bo potem, ko bo morala to telo dati po stran, ko bo čista gola šla gor k bogovom. Ali, na primer, rojstvo Venere, ker Venera vezana je za ljubezen, ki govori in nas usmerja, da obstajata dve Veneri, nebeška pa zemeljska. Tako da, kateri se prepusti? Človek ali se prepusti strastem, vsem tistem, kar ga vleče proti zemeljskem, proti animalnem, ali proti tistemu duhovnemu, božanskemu. To je umetnost. Potem bomo imeli Giordana Bruna, vezano za znanost in filozofijo, pogled na cel univerzum, kako gleda kot na živo bitje. Potem bomo govorili o Leonardu da Vinciju, njegovih izumih, bo eno predavanje o renesančni filozofiji nasploh, potem Pico della Mirandola o dostojanstvu človeka, bo eno, in potem imamo o hermetizmu renesanse. Vrnitev magije in hermetizma, kjer se gleda na magijo kot na svetovedo. Tisto, ker pravi človek, filozof, mora postati mag. Mora biti sposoben se povezati s tem vidnim in nevidnim svetom, s tem svetom duha. Zaradi tega reče v renesančni filozofiji, Jezus je bil tudi veliki mag. Ne tisti, ki je delal čara bara, ampak tisti, ki je bil sposoben videti svojega očeta obraz v obraz, ki je bil sposoben se dvigniti v duhu, združiti se. To je mistika magije. In kaj je magija tudi? Pravi to, da vsake stvari na tem svetu lahko daš življenje. Velika magija, velika možnost dajanja življenja vsem. To pomeni, magija bi bila v politiki, če bi se dalo življenje, nov zagon, nova renesansa. Hermetizem je nekako povezan s Hermesovimi učenji, ki se spet odkrivajo po stoletjih teme, po stoletjih pozabe in nekako, kjer se govori, da tisto, kar je v velikem, je tudi v majhnem. Tisto, kar je na nebu, je tudi na zemlji. Ja, hvala lepa za tale pogovor. Spoštovane gospe in gospodje, če vas karkoli od tega zanima, če se vam morda zdi, da bi v nekem starem znanju lahko odkrili tudi kaj novega zase, saj pravimo, da se zgodovina vedno ponavlja, vprašanje je, koliko se iz nje naučimo, obiščite predavanja na Novi Akropoli. Od 15. do 17. marca bo sklop 7 predavanj na temo renesanse. Informacije na spletni strani www.akropola.org. Nasvidenje in še enkrat hvala. Hvala vam.